Dobro jutro. Evo ga, rom-pom-pom od zadaj sem pritisnil. Ta rom-pom-pom bo prišel do enega dela, kjer boste se spomnili, za kater komad gre, pa smo ga kar malo pozabili, radijske postaje ga kar nočejo vrteti, a ne? Izvaja pa jo skupina Hair Lasje, a ne? Plemenski lasje, vsa plemena so nekaj dale na lase, tudi jaz si puščam dolge, daljše, se vseeno, v vojake so pa pobrili in vedno so jim najprej oduzeli lase in tudi se nima veze, sem zaglajzal. Svoboda, enakost in bratstvo, slogan francoske revolucije in tudi zdaj smo v revoluciji nekoliko večji in to je prehod v vodnarjevo dobo. A imam prav? Jaz se v te zvezde nekaj ne dam dost, ampak vseeno, naj bo. Ta komadič nosi naslov Aquarius, torej vodnarjeva doba, ne? Boste ga prepoznali. Prehajamo, zagotovo. Ko je Luna v 7. hiši in Jupiter je poravnan z Marsom, ne? Potem bo mir vodil planete in ljubezen bo vodila zvezde. To je zora vodnarjeve dobe in vodnarjeva doba. Vodnar, Aquarius. Harmonija in razumevanje. Sočutje in zaupanje bo v izobilju. Je v izobilju. Nič več laži in zasmehovanja. Zlate, žive sanje, vizij, mistično kristalno razodetje in prava osvoboditev uma. A rabi človek biti pretirano brihten, da razume te stvari? Je treba iti, ne vem, na neko strašno fakulteto, v Tibet, je treba iti v strašne meditacije, da človek razume, da sprenevedanje se more končati in sočutje je stvar, ki jo moramo pržgati vsak pri sebi, pa ne samo sočutje, zaupanje sam v sebe in zaupanje plemenskim ljudem, ker nič več laži in nič več sprenevedanja. A ne? Zdaj pa druga kitica, a ne, ki pravi prav isto, a ne? No, zato bom jaz to ugasnil, ker vam prav isto govorim, če hočete razumeti, če ne znate angleško, boste šli pa nazaj. Skratka, Aquarius je komadič, ki sem ga namenoma hotel dati, da se zavedamo, da smo v zlati dobi, da prihajamo, da to piše v zvezdah, da to piše, to je zapisano tam gor, ne? In ne vem, zakaj bi se mogli nazaj držati, če pa je že vse jasno in neizogibno, ne? Da smo prišli do točke, kjer je časa konec, kjer je epoha razkritja narcizma tukaj pred nami. In ta svet moramo gledati skozi svoje oči, ne skozi projekcijo, ki nam jo je sistem satanistično-narcistični urinil v nas, ne? O tem se mnogo pogovarjamo, mnogo vas spodbujam, pa sem najdel eno zelo dobro primerjavo, ki jo tudi nisem razumela. Poznate komad Eye of the Tiger? Ga bom magar pol poiskal. Jaz ga nisem, ne? Oko, tigrovo oko, kaj zdaj tigrovo oko, ne? Ampak, če pa človek ničkan pomisli, pa v bistvu nas komad proba prepričati, dej poglejte svet, kot ga vidi tiger skozi svoje oči. Zdaj pa začne človek, kako pa tiger vidi svet. No pa dajmo probati mi to si razdelati. Tiger leži pod dreveščkom, ampak njega ni nič strah, niti 1 milimeter ga ni strah, ne? In ko je lačen, on gre in ugrizne brezkompromisno in točno ve, kam mora zagrabiti, ne? On zaupa sebi, on ve, da je kralj živali, on ve, da je king. Ampak on ne rabi krone, nihče mu ne rabi povedati, da je kralj. Nihče mu ne rabi razlagati, da je on alfa in omega.
Zakaj je treba nam to razlagati? Zaradi tega, ker so nam razlagali predvsem, da smo mi ene gazele, ki moramo vedno bežati in vedno nas bo kralj potamanil. In vedno nas je vsak sistem, naj si bo kralj, naj si bo država, naj si bo cerkev ali pa nova religija, farmacija. Tudi novinarstvo ali pa medijski svet je lahko ena religija in virtualni svet, kot so vsa filmska industrija in vsa industrija igrc, ki je normalno, pač pobijanje je ena taka, kar super fora, ne, pa smo zmagali. Pač to je bila malo normalizacija tega, da smo mi agresivni. Pa nismo. Ne, pa nismo. Pa boste rekli, zdaj tiger pa je agresiven. Mislim, on je mesojedec, on je zver, on je pač lačen in on potamani žival. Katero? Najbolj zdravo ali najbolj hudo iz črede? Ne. Najbolj švohotno. On čokne. Tista, ki ni bila dovolj pozorna, ni bila dovolj awareness. Ker če bi bila dovolj awareness, jo tiger ne bi potamanil, kaj ne? Tako pa jo, in ker smo bili mi, te gazelce male, so nas vedno potamanili, ker nismo bili dovolj pozorni. Pa nas niso fizično, so pa nas energetsko. Zdaj bom zamenjal komadič zaradi tega, ker sam hair je kar malo težak. Sem vam obljubil Eye of the Tiger. of the tiger. Se upravičujem, nisem vsega mogel prepraviti, ne? Eye of the Tiger Survival. A vam dam od Two Cellos? Ne, od Survival bom ga dal. To je z nekega filma Rocky, Rocky 4. A imam prav? Tale je ta. Zdaj mi bodo pa video blokirali zaradi tega, se mi zdi. Zapomnite si, v glasbi je ogromno moči, ogromno odločnosti. Dajmo biti odločni, ljudje, dragi moji. Dajmo mi odločno ustaviti to, kar je bilo nikoli jasna resnica. Mislim, laži so bile vedno in nič se ni poklapalo skupaj. Ne okrogla zemlja, ne finančni sistemi, ne zavarovalništvo, niti zdravstvo, niti šolstvo. Nič se ni poklapalo, ker je bilo vse neka šmukljavina. Ampak resnica je čist jasna, ostra, definirana. Ne da se resnico malo tako zamegljeno. To je to in fakto je fakto. In od nas se pričakuje, da na tak jasen način tudi funkcioniramo na dnevni bazi. Nimamo se koga in česa bati. Ne glede na to, koliko probajo vsut strahu na nas. Kaj vse, da bo slabo, hudo, bedno, pa nič se ne zgodi. Nič od teh groženj njihovih se ne zgodi. In moramo delovati. Mislim, naj bo tudi en seštevk vseh teh mojih predavanj, flancarij ali klobasanci, kakor čete jim rečete, vsem šmoren. Veseli me, da marsikomu to pomaga, predvsem postavce zase, postaviti jasne meje, postaviti odločno pravico na prvo mesto. Delati se neumnega ni jasno, ljudje se delajo neumne, ker vejo, da pokrivajo svinjarijo in se ne upajo na glas povedati, da podpirajo svinjarijo in so za njo tudi plačani. Žalostno je, kako smo bili izdani, in to so izdajalci, naši bratje in sestre so nas izdali. Zelo slabo. To ne more peljati nikoli več naprej, ampak tako, kot smo začeli. V zvezdah je napisano, biblijsko je, prihaja neustavljivo, in to nas je učil in Q in Trump, zdaj pa lahko 1000 ljudi pravi, ali pa 2 milijona, ali pa 8 milijard, 7 milijard, pa da Q je grd. Mene je nekaj naučil
Obstaja, ja, obstaja, ker če ne bi obstajal Q, bi nas popikali in strpali v koncentracijska taborišča. Tako bi bilo, če ne bi bilo Q-ja. Kdorkoli se že proba spotakniti še ob to, v tem času, po tolikem času. Ne? Juma pa Trenton sta že mesec ali že od januarja parkirana v reki, v Kostareni oziroma kaj, Martinščici, pač tam nekem pristanišču in se še pogovarjamo, ja pa nobenega niso še odpeljali. Pa kdo je to rekel? Kdo je to rekel? Od koga pa pričakuješ, da bo to rekel? RTV, Pop, ali kdo da bo to povedal? Ne bo nikoli povedal, da njihovi ljudje odhajajo, a ne? Niti ne bodo poslali novinarske ekipe, zaradi tega, ker to je resnica. Ne? In tega TV ni nikoli predvajal resnice. Vedno je bilo zavajanje ljudi, da smo se ukvarjali s fuzbalom, nesrečami, lažmi, prevarami in jaz ne vem kaj, gradnjo Teša, krajami in tako. Oni so pa od spodaj lomastili pa sta velikim bagrom. Tako da, a veš, zdaj ni nobenega, niso še odpeljali, nič ni videti, vse je skozi isto. Pa to je plan Q-ja, da je skozi isto, da jih nategnejo direkt v ta zadnjo, top, tako kot so oni nategvali vse pod Muklo, ništo drugače, kot pod Muklo jim jih nazaj pripeljati, ampak ta vojna dejansko gre proti koncu in energetsko smo podprti, k strela, iz večjih koncev sem bral, nima temačna scena več. One way or another. Nima temačna scena več energetske podpore z nobenega kota in ni šanse, da se karkoli vrne nazaj, ker se ne more. Zakaj pa ne? Zaradi tega, ker z lažjo prideš kamorkoli, ampak se nimaš kam vrniti. Eto ti. Tle so se oni znajdli in ni poti nazaj nikamor, ker ni sploh ne. V laži so se zgubili popolnoma, kolektivna laž je pala na celi fronti in ostaja tisto, kar je naše pleme že naredilo in pripravilo. Torej, dal sem vam prvi komadič od Hera, pa dal sem vam to drugega, pa te tretjega je zdaj le Univerzum sam izbral, pa še četrtega in petega vam bom dal, da boste razumeli, da je glasba za nas že narejena, da nas opolnomoči, da nam razbistri duha in jasnino in moč doda, a ne? Čakaj, zdaj pa moram iti v tamle srču. Se opravičujem, nisem vam tako posebej dosti pripravljal, ampak imam pa skoraj tukaj. Imam. Ko bo tele pesmice konec, bom pritisnil, aj prav, bo pa hmal. Temačni izgubljajo na celi fronti, ampak v tem to pomeni, da svetlobni ljudje, light workeri, delavci svetlobe, delamo še jasneje, še glasneje, še odločneje in še enkrat prosim vsakega, ki se čuti, da funkcionira enako, ne pod Muklo, ker to bo tudi eden izmed pokazateljev, kdo je kdo. Ne? Lažnivci si ne upajo več lagati. Ne upajo, ker so dobili po klamfi od resnice, strani nas, ljudi, ki smo izpostavili to njihovo grdo igro. Tako da tist, ki bo glasno govoril, ta je naš. Tist, ki blebeta traparije, ni naš. Globoke teme so pomembne, ne pa to, ali bo dež dotal, ali bo kaj je tule un avto, tamle je un kupu več, jože. To so vse bedarije, treba je se pogovarjati o resnih. Na eni strani globokih, univerzalnih stvarih, po drugi strani pa se imeti v življenju prečudovito in ga izkoriščati, tako, kot se zagre, a ne. Zdaj moram klikati musko, sem še DJ, sem še DJ, moram na drug komad, ki pravi takole. Tako, ja. In zdaj bosta dva komada. Še, zatem. 3 komadi se bodo zavrteli. In tega sem vam že dal. Hodil sem po zemlji naši, Agropop, Aleš Klinar, ta je bil tudi naš, ta nam jih je povedal, še pa Jož. Tole je sicer band Slo
slovenski Band Aid pomoč kao, ne? Skromni, majhni, a pošteni, to smo mi. Ja, to smo bili mi, ker bogati, pa neskromni, pa lažnivi so bili pa oni, ki so bili proti našemu plemenu in proti resnici in so se borili, da je laž zmagovala in laž je oblečena vedno, resnica pa lahko gola stopi naprej. Ampak samo milijon je, ne? Čakaj, zdaj pa to pomeni samo milijon na celi zemlji nas je. Ali nam je hotel povedati, da nas je samo milijon v Sloveniji? Ampak beseda samo od spredi je mogoče res na momente srhljiva, ampak nič hudega, dovolj smo že pogumni, da se bomo znali posloviti od ljudi, ki niso z nami, ki niso naši, ki so bili pravzaprav naši sovražniki. In to je, smo pri koncu vojne, smo pri samem koncu razodetja, kaj je res in kaj je bila velika klobasasta laž. Jaz se teh časov, ki so pred nami, veselim se že zdaj vsakega trenutka, ker se mi zdi noro, čemu smo priča, da sem sam, govorim zase, 40 let živel v laži, zdaj pa 1 leto pa pol recimo, pa jaz spoznavam, kako zelo gromozansko velika je bila laž in kako mogočna je resnica in kaj vse smo mi sposobni, kaj vse smo mi usrkali v sebe v zadnjem letu pa pol. Tle imam v mislih informacije, imam v mislih spoznanja, imam v mislih, prepoznali smo ljudi na tako, na direkt. Edino srečo sprava. Ko pred. To bo naša last. Svoboda, sreča, sprava. To je naše. Kot vedno je bilo, sam skupaj nismo bili. Ne? Bili pa smo skupaj povezani v eno družbo, pomešani lažnivci in mi. In mi nismo vedeli, da smo nategnjeni. To je vse, kar mora človek spoznati, ne rabite brati nobene duhovne knjige, ker nobena ne opisuje narcizma. Lahko odprete knjigo o narcizmu, če želite, to je vse, kar rabite, ker to je naš edini sovrag. V tem začnete mičkeno gledati okrog sebe, kdo vse se obnaša tako, kot opisuje, bom rekel, so točke lastnosti narcisa. Da bom lepše rekel, da ne bo narcis slučajno užaljen, ko mu rečem lažnivc. Ne, osebe z narcistično motnjo. Mislim tudi izrasnite prav, ti ljudje so fucking zlobni, pijavke, uničevalci lepega. Poglejte, kaj delajo z našimi gozdovi, vodami, kaj delajo z naših lepih, čudovite dežele, kaj so sestavili. Sam ograje, pa sam rompom, pa sam poderal bi. Oni so taki uničevalci. In zdaj, kdo jih bo ustavil? Nekdo jih bo mogel, kaj ne? Jaz gledam, kako obrežejo drevje, kar vrh odbijajo. Jaz bom resnično razmišljam, da bi vložil tožbo za tega, ki si je dovolil odrezati drevo občinsko na tak način. Ne, v naši občini je nekdo rekel, zdaj to je super, vzel motorko in porezal vrhove. Kakšne vrhove? Ampak na ta način so nam tudi povedali, da so nam rezali vrh. Ampak ne da se našega vrha kar odrezati. Dalo se ga je potlačiti, ne da se ga pa odrezati. Odrezan je, nažalost, njihovo, pa na našo srečo, njihov vrh piramide. In oni nimajo več vodstva. In to vodstvo iz vrha dol je poberano. Zato pa je Juma pa Trenton, sodišče, parkirano v reki. Zraven je ladja s heliportom. Še zraven je pa tovorna ladja parkirana, taka za razsuti tovor. A jih kar vke not trpajo, ker v Sloveniji je bilo za pobrati 36.772 ljudi. To je bil spisek slovenskih genocidnikov, izdajalcev in prevarantov, lažnivcev, manipulantov, ki so se ukvarjali z grdimi, zlobnimi posli. Okay? To niso zanemarljive stvari, ne?
če malo podeliš, tako ugotoviš, da rabijo 5 let, če jih poberejo 20 na dan, vsak dan. 365 dni na leto, 5 let traja, da jih pobereš. Kar zavidljiva cifra. Dobro, tele sem vam pripravil še eno tako serijo, zdaj, ko imamo na televiziji možnost, bomo pa še pokazali te slikice. Evo ga. Prva je tole iz članka iz revije Sensa, kako z nami manipulirajo skozi televizijo, da smo v strahu, skozi alkohol, da pobegnemo. Haha, viš, kako mene to na hitro skoči, a ne, moram dati nazaj. Skozi alkohol, da pobegnemo od realnosti, skozi posel, da nimamo časa razmišljati o sebi, skozi potrošnjo, da se utopi naša zavest in skozi farmacijo, da se uniči naš imunski sistem. No pa tole je samo en majhen nabor, skozi radio, da nam delajo disonanco, skozi zvonjenje zvonov, da nas disonirajo, skozi zastrupljanje zraka, kot so ga počeli aktivno, zdaj jaz ne verjamem, da ga še kakorkoli to obračamo. Pa še bi lahko naštevali, prej sem omenil filme, televizijo, igrice, socialno omrežje, vse to je bila super kontrola in tako in tako. Skratka, mi smo živeli v manipulaciji, čarovniški triki, ampak ko enkrat spoznaš čarovniški trik oziroma veš, kaj je manipulacija, in manipulacija ne more več pelati. In tukaj smo, to je Age of Aquarius, to je doba vodnarja, kjer bo samo naša lastna zavest podrla njihovo manipulativno zgodbo. Okay? Ni potrebno biti ves čas pozitiven, popolnoma v redu je, če se počutiš žalostno, jezno, razburjeno, prestrašeno ali zaskrbljeno. To še ne pomeni, da si negativna oseba, ampak si samo človek, ki ima čustva. Tole je malo kontradiktorno temu, kar jaz pravim, bodite pozitivni. Pa po drugi strani sem rekel, da sem se jaz skozi jezo razsvetlil, oziroma mi se je zasvitalo, ampak to ne pomeni, da nosim s sabo katerokoli od teh čustev, ki so znervirana, spravljena v disbalans. Jaz se trudim, zavestno skrbim, da sem v svojem popolnem meru čim več časa. Zaskrbljen jaz nisem več, tudi prestrašen nisem več in tudi razburim se še, ja, tudi razjezijo me stvari še, žalostno se pa ne počutim več. Tako da tale zapis pa mogoče ni čizglih najbolj na mestu, Viš, kako se nam ušunjajo na hitrico stvari, pa sem mislil, da je to prav, pa ni, Dark times teach you a lot, torej časi teme, dark ages, ne da se to prevesti v slovenščino, temne, kako se reče, dark ages, obdobje teme nas je naučilo mnogo, zato ne moramo obžalovati, skozi kaj smo šli, ampak moramo biti hvaležni za vse lekcije, ki so nas naučile, naredile močnejše, naredile svobodnejše. A je prav, da smo dojeli, dohvatili. Jaz sem se, kot sem vam že rekel, da sem se skozi jezo, razpizdili so me, ampak čist do konca, čist do konca. Ampak to sem pol rešil sam v gozdu in prav sem naredil. Ne se pustiti zavajati narcisu, narcis razume, čakaj, don't get it twisted, narcis understand exactly what you are saying. Aha, ne se pustiti zavest, narcis točno ve, kaj ste rekli. Ni težava v komunikaciji, je problem, da ne želijo prevzeti odgovornosti za svoje dejanja. In točno zaradi tega se delajo neumne. Je napisala Marija Consiglio, lahko jo malo poiščete, ona se je v narcizem mnogo spustila, mnogo dobrih zapisov ima, mnogo njih je tudi kar nekaj, sem jih tudi že podelil naprej, obdelal, razdelal in na osnovi tudi njenih zapisov sem sam
razdelil ta narcizem. Skratka, on ve, kaj si rekel, ampak noče sprejeti odgovornosti za svoje vedenje in dejanja in se zaradi tega dela neumnega. Se zastopimo, ne deli se neumnega, 11. božja zapoved, ki bi lahko izbrisala narcise, če bi jo seveda upoštevali. Pa jo ne, tako kot ne laži in ne kradi in ne želi bližnjega žene. Taka lepa mandalica, take slikice, kakorkoli imajo pomen, nimajo pomena, meni vedno lepe so, pa jih rad pogledam in ne, širina zavesti se pokaže, ko ne delamo nič. Ste leni tudi vi. Božja lenoba je tudi ena izmed stvari. It's a different time of pain, torej bolečina je drugačne sorte, kadar ne jokamo več. Ne, torej to se zdaj z unim prejšnjim zapisom lomi, ne. Ni potrebno biti jokati, niti biti žalosten zaradi tega, ker gre za lekcijo, ne za čustveno vpletenost, ne s čustvom pustiti, da so zvrvana, ne dovolj, da ste navezani na stvari, ne stvari osebno jemati, ker niso to vaš problem, torej da vam nekdo reče, da si neumen. To ni res, ne smeš tega osebno imati, ker to je njegova strategija, to je njegov problem, njegova taktika, odraz njegovega biti, da pa nisi neumen, pa ti to že veš, a ne? Tako da ne jih poslušati. Tle pa še enkrat pravi, drugačna vrsta je bolečina, kadar nehaš jokati, samo globoko vdihneš in sprejmeš dejstvo, da tak, ki ti je rekel, da si neumen, je v bistvu on primitiven, ne pa ti. In tole je zapis narcisa, ne? Nehajte mi govoriti oprosti, ne, ni zapis narcisa, narcisu, nehajte mi govoriti, naj oprostim. Začnimo postavljati pritisk na njih, da se opravičijo iskreno in naredimo delo, da postanejo odgovorni. Ok, smo ujeli. Nehajmo sem sprejemati besedo sorry, to imajo narcisi ful radi, sorry. A veš, ta Dalaj Lama je otroku jezik porinil v usta in rekel oprosti. Ne boš to, stari moj, tu boš prevzel odgovornost za svoje dejanje. Ne boš to, ne gre tu kar oprosti in piči dalje. Ne moreš iz svobode bom rekel, svobodnega gibanja se iti, ker ti ne zaupamo, ne? Zaradi tega, ker si podel, ker si nizek, ker si prašiči, ker si pedofilski, a ne? Ja, točič, kaj zdaj spet govoriš, neumnosti. Pa ni to res, kar v redu jih govorim. Zdaj mi je muska crknila in vam bom dal Never Tear Us Apart. Evo, bom pa tole dal in excess, tole smo že, nikoli nas ne bodo dobili narazen. In nikoli nismo bili ločeni in odvedno smo združeni, a je prav, v srcu isto mislimo. Sem bil iskren, da sem iskren, imam rad, iskreno vam povem, da sem lahko ponosen, ker me ljudje ne razumejo oziroma ne razumejo življenja, ki ga živim. Ja? Veseli me to. In to pa zaradi tega, ker me spominja, da živim življenje zase in ne za njih. Je kar dobra, ne? Kar globoka. Iskreno vam povem, da sem vesel, da ljudje ne razumejo mojega življenja. Ne? Ja, zakaj? Zato, ker me to spomni, da ga živim zase, ne pa za njih. Ampak mi smo vedno delovali zato, da bo njim dobro, pa da zato, da bo mir. V bistvu so nas podrkali. Alright, mamo. Pa smo na okrog, ne? To sem vam pripravil za danes. Zapomnite si, moj start point je bil, da se spomnimo na dobo vodnarja, da se spomnimo na francosko revolucijo, ki je govorila točno o tem, kaj se zdaj dogaja, in da moramo življenje gledati skozi tigrovo oko, ne? Da se ne bojimo ničesar, ker igro oni konkretno zgubljajo
temačni, nimajo več vpliva na nas globalno, niti na vašem, bom rekel, čist ozkem področju, torej najbližji oziroma ljudje, ki jih poznate, vaši okolici. Po drugi strani pa energetsko mi že začenjamo živeti to, kar nam je povedal Komad v začetku. Zdaj, če ste pozabili, pa pejte na začetek pogledati, ne? Želim vam prečudovit dan, svobodno sonce sveti za vse in pojdite domov, ne se bat, prid domov v sebe, noter, aj prav, nikoli nas ne morejo ločiti, mi smo že vsi tukaj in vsi ok. Družbica, imejte se prečudovito, jaz moram se od vas posloviti, ker se nekaj dogaja čudnega. Držite se, uživajte, čau, čau.